Zdravo! Obstaja kar precejšnja verjetnost, da imate v podjetju vse Creo licence na skupnem strežniku. Kar pomeni, da je upravljanje z licencami lažje, a tudi to, da se ne morete enostavno odklopiti iz omrežja in nadaljevati z delom v Creo. A obstaja rešitev, celo več njih. Domen, pokaži nam, kako lahko Creo uporabljamo izven svojega delovnega mesta. Lepo pozdravljeni, moje ime je Domen Resnik in v današnjem namigu meseca bomo pogledali, kako lahko program Creo uporabljate od doma, na terenu ali v tujini. To lahko naredite na kar 6 načinov. Izposoja licence Borrow, licenca za domačo uporabo Home Use, prenos licence na USB mrežno kartico, uporaba navideznega zasebnega omrežja VPN, uporaba oddaljenega namizja Remote Desktop in dodatni način namenjen le pregledovanju Creo View Express. Pa si poglejmo vsakmo izmed možnosti malo bolj natančno. Izposoja licence Borrow. Licenca, ki jo imate v podjetju na strežniku, si lahko sposodite na svoj računalnik. Z zagonom bližnjice PTC Borrow določite tip licence in obdobje izposoje. Privzeto število dni je 5, maksimalno zakupljene 29 in za najete licence 179 dni. Licenca se po pretečenem času samodejno vrne na strežnik. Če pa se v službo vračate prej, kot ste mislili, lahko licenco enostavno tudi prečasno vrnete. To je bilo lepo opisano v eni izmed predhodnih Audaxovih novic. Še 2 zahtevi. Program Creo mora biti nameščen na računalnik, kjer boste delali izposojo. Priporočljiva pa je tudi uporaba prenosnega računalnika. Saj je precej bolj praktično sabo na teren ali v tujino nesti prenosnik kot stacionarni računalnik. Licenca za domačo uporabo Home Use. Licenca za domačo uporabo je samostojna licenca, ki jo lahko uporabljamo na domačem računalniku. Z vsakim najemom komercialne licence, kot je Design Essentials, lahko pridobite 1 ali 2 Home Use licenci. Zahtevi pri uporabi. Program Creo mora biti nameščen na domačem računalniku. Še bolj pomembna pa je omejitev, da Home Use licence ni dovoljeno uporabljati v podjetju. Torej Home Use licence ne smete naložiti na službeni računalnik ali prinesti domačega računalnika v podjetje. Prenos licence na USB mrežno kartico. Licenco, ki jo imate v podjetju na strežniku, lahko prenesete na USB mrežno kartico. Na strežniku se bo število licenc zmanjšalo, saj boste imeli to licenco sedaj lokalno na vašem računalniku. Zahteva pri tem načinu je, da je program nameščen lokalno, torej na računalniku, kamor boste vstavili USB mrežno kartico. Uporaba navideznega zasebnega omrežja VPN. V tem primeru vam mora vaš informatik zagotoviti VPN klienta oziroma VPN povezavo do službenega omrežja. S tem boste od doma dostopali do vseh strežnikov v vašem podjetju. Med njimi tudi do licenčnega strežnika Flexnet, kjer se nahajajo Creo licence, kot tudi do strežnika z Audaxovimi nastavitvami in strežnika z vašimi 3D modeli in risbami. Zahteve za uporabo tega načina so: program Creo mora biti nameščen na domačem računalniku ali prenosnem službenem računalniku. Za delo mora biti aktivna VPN povezava. Ustrezna mora biti tudi internetna povezava. Na strežniku pa morajo biti plavajoče floating Creo licence. Uporaba oddaljenega namizja Remote Desktop. Enako kot v prejšnjem primeru, vam mora vaš informatik urediti VPN povezavo do službenega omrežja. Na to pa se lahko preko oddaljenega namizja Remote Desktop povežete neposredno na vaš služben računalnik. Prednost tega načina je, da programa ni treba nameščati na domači računalnik. Ta tudi ne potrebuje zmogljive strojne opreme, saj v tem primeru le gledate in prenašate sliko iz vašega službenega na domači računalnik. Tudi tu so podobne zahteve kot v prejšnji točki. Aktivno morate imeti VPN in ustrezno internetno povezavo. Na strežniku pa potrebujete plavajoče floating Creo licence.
Na koncu še dodatni način, ki je namenjen le pregledovanju, merjenju in izdelavi prerezov na vaših 3D modelih. Creo View Express. Creo View Express je brezplačen program, ki omogoča pregled vseh vrst Creo datotek, modelov, sestavov in risb. Omogoča tudi odpiranje vizualizacijskih PVZ modelov. To so tako imenovani lightweight modeli, ki so majhne velikosti in zato z njimi lahko hitreje upravljate. Program Creo View Express imate na voljo v vsaki namestitveni datoteki programa Creo, lahko pa ga pridobite neposredno iz PTC-jeve spletne strani ali nas kontaktirate na Audexovo tehnično pomoč. Omejitev programa je le ta, da ne omogoča modeliranja novih in spreminjanja obstoječih modelov. Poglejmo si še, kako bi vseh 6 načinov izgledalo na vašem namizju. Izposoja licence Borrow. V namestitveni datoteki programa Creo boste našli ptc-borrow.bat. Na namizju enostavno izdelajte bližnjico in jo po želji preimenujte in nastavite željeno ikono. Z zagonom se vam bo odprlo okno izposoje licenc. Izbirate lahko med različnimi zagonskimi procedurami oziroma licencami. Izberete pa lahko tudi število dni izposojene licence. Po prevzetem je ta nastavljena na 5 dni. Če boste vrednost nastavili na 0, boste licenco izposodili danes do polnoči. S klikom na start boste izposojo izvršili. Ob izposoji je vedno priporočljivo, da preverite, ali ste licenco uspešno izposodili. To lahko preverite v samem programu Creo. V oknu System Window poiščite vrstico Server Name. Ob tej vrstici mora biti zapisano FLB cache. To pomeni, da ste licenco uspešno izposodili. Drugi način pa je seveda ta, da izklopite omrežni kabel ali izklopite Wi-Fi povezavo do strežnika in program Creo ponovno zaženete. Tudi v tem primeru se boste lahko prepričali, ali je licenca izposojena. HomeUse. Program Creo in HomeUse licenca sta nameščena na domači računalnik, tako da lahko enostavno z dvoklikom na ikono že začnete s samim delom. Enako velja pri prenosu licence na USB mrežno kartico. Program Creo je nameščen lokalno na domači ali službeni računalnik. Licenca pa je vezana na USB mrežno kartico, ki jo morate v računalnik vključiti. Z dvoklikom na bližnjico ste pripravljeni na delo. VPN. Z zagonom VPN klienta, ki vam ga je uredil vaš IT-jevec, se povežete v službeno omrežje. Tako lahko dostopate do vseh strežnikov v vašem podjetju. Do strežnika s Creo licencami, s Audex nastavitvami in z vašimi 3D modeli. Z zagonom programa Creo, ki je nameščen lokalno, že lahko začnete s samim delom. Remote Desktop. Podobno velja tudi za način Remote Desktop. Z VPN-om se najprej povežete do omrežja vašega podjetja. Nato pa se preko Remote Desktopa povežete na vaš služben računalnik. Prikazalo se vam bo namizje, na katerem je tudi ikona za zagon programa Creo. Prednost te metode je ta, da lokalno na domačem računalniku ne potrebujete nameščenega programa Creo. Na koncu še Creo View Express. Program je namenjen vsem uporabnikom, ki bi radi le pregledovali, merili ali izdelovali prereze na željenih modelih. Program pa ne omogoča modeliranja novih kosov ali spreminjanja obstoječih. Tako, pogledali smo si torej 6 načinov uporabe Creo izven delovnega mesta. Za več informacij obiščite našo spletno stran z novicami in vsebinami. Hvala za vašo pozornost, spremljajte nas še naprej na prihajajočih namigih meseca. Lep dan še naprej.